Drage moje, dragi moji, dobro jutro, dober dan. Moje ime je Marko Lukan, za tiste, ki eventualno tega še ne veste, ne vem, a je kdo nov. Vidim, da ste se tudi v chatu zelo lepo spravili, pozdravljati, dobro jutro en drugega. Nekaj prvih trenutkov se mi je že zazdelo, da bom mogel malo težiti na to temo, ampak vidim, da ste že pripravljeni na dober dan. Posebej lepo v tem trenutku pozdravljam našo Ano, ki je edina, ki jo trenutno vidim na kameri. Seveda lepo pozdravljam tudi ostale. Danes je 9. november, 9. listopad, kakor temu rečemo, in vi ste zdajle ravnokar priča jutranjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti, ne. Tako kot ponavadi bom zdajle najprej povedal nekaj zanimivosti v zvezi z današnjim datumom. Zraven bom seveda poskušal share screen. Tole, verjamem, da zdajle vidite eno letalo na vaših ekranih. Če ga vidite, mi prosim v chat napišite 111. Okej, Sandi je bil najhitrejši, hvala Sandi, hvala Ana, hvala ostali, ki boste špela tako naprej. Okej, gremo zdajle zares. Ta avion, tole letalo seveda tukaj z enim namenom, in sicer prvi današnji dogodek, povezan z dotičnim današnjim datumom, se tiče letala The Flyer 2, se pravi The Flyer, letalec številka 2. To je to letalo, ki ga imate na sliki. Gre za letalo znamenitih bratov Wright. Leta 1904 ste z njim opravili 105 poletov, s skupnim časom, pazite, letenja 45 minut, torej 105 poletov skupaj sešteto je trajalo 45 minut. S tem letalom jima je uspelo 20. septembra tistega leta narediti prvi popolni obrat letala za 360 stopinj, torej looping, če se ne motim, se temu reče. Zdaj, kar se tiče današnjega datuma, med poletom 9. novembra 1904, torej je tole letalo polje, nad katerim so ga testirali, obkrožilo skoraj 4-krat, let pa je trajal več kot 5 minut, preden da je padel dol, ne. S čimer se je zapisal v zgodovino kot prvi tak polet, torej na današnji dan leta 1904. Prvi polet daljši od 5 minut. Na omenjenem letu je ta avion, to letalo The Flyer 2, preletel približno 3 milje, kar znese tam okrog 4,8 kilometra, torej vidite, kam smo prišli v dobrem stoletju, kar se tiče letalstva. Leta 1938, v noči z 9. na 10. november, so nacistične paravojaške enote skupaj z nemškimi civilisti napadle Jude in njihovo imetje po vsej Nemčiji in po regijah, ki jih je le-ta do takrat priključila. Razbite so bile trgovine, delavnice in požgane sinagoge. Nasilja se je zaradi mnogo razbitin prijelo ime Kristallnacht, torej kristalna noč. Spominjamo pa se ga kot neuradni začetek holokavsta, kar pa je, vidim pri tem kot najbolj perverzno, kot najhuje. Tedanji nacistični režim je za izzivanje in povzročeno škodo obtožil prav Jude in jim naložil plačilo astronomskih kazni. Še en pomemben dogodek, tega se pa menda kdo od vas tudi spomni, jaz se ga, dobro se ga spomnim. 9. novembra 1989 so oblasti v tedanji vzhodno-nemški demokratični republiki preklicale prepoved prehoda iz vzhodnega v zahodni del Berlina in Nemčije, in še isti večer se je na tisoče državljanov zbralo ter začelo rušiti berlinski zid, ki je ločeval
ne samo mesto, pač pa tudi državi in celino na dva dela. Dogodek je simbolično oznanil konec hladne vojne ter v narekovajih seveda zmago kapitalizma nad komunizmom. Ali je svet danes, dobrih 30 let kasneje, srečnejši, varnejši in boljši, pa seveda prepuščam vaši presoji. Tudi tegale dogodka, povezanega z današnjim datumom, se menda kdo od vas spomni. Če je bil prejšnji rušitev Berlinskega zidu nekoliko pozitiven po svojem smislu, pa tale prav gotovo ne more biti. Namreč 9. novembra 1993 je bil porušen Stari most v Mostarju. Stari most je most čez reko Neretvo v bosansko-hercegovskem mestu Mostar. Zgrajen je bil v 16. stoletju in povezuje dva dela mesta. Med vojnami po razpadu Jugoslavije ga je vojska bosansko-hercegovskih Hrvatov ali hrvatsko-vječke odbrane v jutru 9. novembra 1993 sestrelila, zrušila, uničila. Na YouTubu, če želite, si lahko poiščete tudi posnetke obstreljevanja tega mostu. Skratka, vse je ovekovečeno, kar se tiče mene. Do neke mere lahko razumem vojno, vojaške cilje in podobno, uničenja tako rekoč simbola mesta in arhitekturnega bisera pa ne morem razumeti. Most je bil rekonstruiran 11 let pozneje, leta 2004, še leto kasneje, leta 2005, pa je bil kot priznanje njegove močne simbolne vrednosti vpisan na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Torej, hrvaški vojski zrušenje ne more biti ravno v ponos, ne. Pa še zadnji dogodek v zvezi z današnjim datumom. Menda tole modelko pa čisto vsi prepoznate, ne, ki je zdajle na sliki. A kdo je to? Dajte mi napisati. Da vidim, če bo kdo tako hiter, preden bom jaz povedal. Kdo je ženska na sliki? Špela ve. Samo Špela ve. Okej. Verjamem, da še kdo od vas ve, pa se mu ne da napisati. Tale na sliki je gospa, ki se imenuje Madonna Luisa Veronica Ciccone. Znana je preprosto kot Madonna že kar enih 40 let. Gre seveda za ameriško pop izvajalko, glasbeno producentko in igralko. Ona je na današnji dan leta 2002 podrla rekord skupine The Beatles za največ top 10 uspešnic na ameriški lestvici Hot 100. Namreč skladbo Die Another Day se je uvrstila na 8. mesto, kar je pomenilo njeno že 35. uspešnico, s katero se je prebila med 10 najbolj prodajanih malih plošč v ZDA. In če končam tale sklop z eno zanimivostjo, moški, ki je ob razmahu interneta registriral domeno madonna.com, jo je želel originalno prodati skupini Noon v Lincolnu, v Nebraski, torej v eni od ameriških zveznih držav. Madonna je vložila tožbo zmagala in dobila nadzor nad tem imenom, nad to domeno. Zakaj ga je dobila, kako ga je dobila, blage veze nimam, ampak očitno se s slavo in denarjem da vse. Zdajle tole se je slišalo malo sarkastično, jaz imam Madonno, vsaj tisto, kar je v preteklosti predstavljala, kar rad, no. Tako da, toliko o tem, kar se tiče dogodkov na današnji dan. Zdajle, če se spomnite, ali pa če ste bili včeraj prisotni, včeraj sem omenjal full moon fever, torej polno luno. Glede na to, da imamo danes kremenčkove čez par minut na vrsti, bom omenil tudi povezavo polne lune in kremenov, kristalov. Vsi moji kristali, kar nekaj jih je, so prejšnjo noč preživeli na balkonu, torej pod neposrednim vplivom lune. Zakaj tako? Zaradi tega, ker se na ta način očistijo tistega, kar sem jim naložil v minulem mesecu oziroma kar so posrkali iz mene.
vsi kristali, ki so v moji bližini, imajo nek namen in neko nalogo. Kar se tiče Lune, še to, če ste pogledali na internetu, oziroma če vam je na kakšen drug način ta informacija prišla na ušesa, obdobje polne lune se je namreč začelo včeraj, mislim, da neki 2 minuti čez 12. uro. To je obdobje, v katerem sem jaz nehal jesti. Tudi včeraj dopoldan nisem prav obilno jedel. Se pravi, če želim 24-urni post, me čaka še slabih 6 ur stradanja. Moram reči, da ni prav hudo. Popil sem precej te bistre juhe, tako da se da. Tudi moški, tudi fantje, kdaj hujšamo. Jaz z namenom, ker sem v zadnjih mesecih iz določenih razlogov jedel malo slabše oziroma malo manj kvalitetno hrano, ki se je takoj začela poznati na tehtnici. Pa moram reči, da sem seveda danes zjutraj že, ko sem vstajal, stopil na vago in sem kar zadovoljen. Poglejte me, kako izgledam, no. Tako da se da zdržati 24 ur tudi na juhci, pa si pol mlad, vitek in lep. Evo, Špela maha. Špela ima najbrž tukajle nekaj za povedati. Verjamem, da ima tudi kakšno juhca terapijo, tako da lepo. Zdajle si bomo vzeli nekaj minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Jaz bom spet poskušal naštimati nekaj glasbe, potem bomo pa se slišali, nadaljevali z našimi kremenčkovimi in zaključili z jutranjo manifestacijo dobrih misli in namenov za današnji dan. Tako da, pisalo v roke, zvezke v roke, zapišite si hvaležnosti, pa se čez nekaj minut zopet slišimo.
No, takole, kot se reče v naših krajih, ura je cajt. Če ne, nas bo prehitel zaključek Zooma, zato bomo zdajle imeli na vrsti točno tole. Saj vem, da boste znali povedati, kaj bo zdajle. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fritz and Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. No, napisal sicer ni nihče, kaj bo zdajle na vrsti, ampak verjamem, da kljub temu veste. Zdajle so na vrsti Kremenčkovi. Zvezda današnjega jutra je... Kdo ve, kaj je to? Je črne barve in ima že v imenu torej črno barvo. Tole je črni turmalin. Mislim, da vam o njem še nisem govoril. Če pa sem, pa tudi ne bo škode, boste pa pač dvakrat zvedeli. Saj veste, kako gre to. Tako kot tisti, ki je ponavljal razred, pa je rekel, da ga ponavlja zato, da bi si snov bolje zapomnil. Torej, danes je na vrsti črni turmalin. Črnemu turmalinu rečemo tudi kamen zaščite. Ime turmalin izhaja iz Šrilanke, kjer tura mali pomeni neznani mineral različnih barv. Črni turmalin v našem primeru so tamkajšnji domačini uporabljali za zaščito pred negativnimi energijami in demoni, v današnjih časih pa nas ščiti pred zavistjo in jezo ljudi v naši okolici. Torej, če nam kdo zavida ali če kdo je jezen na nas, nam tale črni turmalin pomaga odbijati te negativne energije. Še posebej se ga priporoča za zaščito pred čustvenimi vampirji. Verjamem, da je kdo med vami tudi sam imel že izkušnjo v življenju s kom, ki se mu upravičeno lahko reče čustveni vampir. To je torej človek, ki iz vas praktično posrka vso energijo. Ves čas je vse, kar se dogaja v dinamiki nekega odnosa, v zvezi z njim. Ves čas je treba biti pazljiv na njegova čustva, na njegove občutke, torej na njegovo ljubezen, če hočete, na karkoli, ampak vse vedno v zvezi z njim. Torej, črni turmalin vam pomaga zaščititi se tudi pred čustvenimi vampirji. Črni turmalin ustvarja zaščito in prizemljuje. Njegova vibracija ustvarja energijski ščit, ki je učinkovit tako proti tako imenovanim energijskim vampirjem, kot tudi proti elektromagnetnim sevanjem, se pravi telefonom, računalnikom, mikrovalovnim pečicam in tako naprej. Danes je tega sevanja ogromno. Tole vas zaščiti tudi proti kakršnemkoli pritisku okolice in vsem drugim vrstam negativne, obremenjujoče energije. Črni turmalin vam pomaga, kadar se počutite šibke, nemočne in ogrožene. Koristen je za tiste, ki imajo občutek, da komaj še zmorejo vse svoje obveznosti. Torej, kar mnogo med nami je takih, ki imamo ali pa imate skozi dan mnogo enih obveznosti. Včasih se vam zdi, da vsega tega preprosto ne boste zmogli. Takle kristal, takle kamen vam bo pri teh občutkih, pri zbijanju teh počutkov pomagal. Priporočljivo bi bilo, da ima vsakdo večji kos turmalina v dnevnem prostoru. Zdajle tole mogoče ni večji kos, ni pa tudi ravno prav droben. Se mi zdi, da zame kar zadošča, no. Kadar smo v stiku z ljudmi ali s situacijami, ki nas izčrpavajo, bi bilo dobro, da še dodatno nosimo manjši kristal pri sebi.
najbolje kar v žepu ali kot obesek na ogrlici. Zdajle mogoče se to komu čudno zdi, ne, da bi nosil takole ogrlico, ampak saj tako kot ostale kristale imate seveda tudi črni turmalin lahko v obdelani, zbrušeni, očiščeni obliki in tak pa pol seveda gre na ogrlico, ne. Z afirmacijami okrepite delovanje tega kristala, torej kako to izgleda, tako da da si vzamete čas, tale kristal date pred sebe, mogoče ga tudi primete v roke in mu natančno poveste, zakaj ga potrebujete, katero pomoč njegovo bi si želeli, katera njegova lastnost bi vam prišla prav, določene lastnosti sem vam že povedal, ne. Vajo, torej afirmacije v zvezi s črnim turmalinom izvajate vsak dan zjutraj in zvečer, lahko tudi čez dan, še posebej, če ste v stresu, zaskrbljeni ali energijsko izčrpani. Vzemite črni turmalin v roko in 3-krat ponovite afirmacijo. Jaz bi svetoval, da ga vzamete v levo roko, ker z levo roko stvari sprejemamo, ne. Pomembno je, da poskrbite za redno energijsko čiščenje turmalina, od začetka enkrat na teden, nato pa vsaj enkrat na mesec ga splaknete pod tekočo hladno vodo. Če vam takšno čiščenje ne ustreza, mu lahko priložite tudi kristal kamene strele, vendar morate potem z vodo čistiti kameno strelo. Zdaj, prej že sem pred nekaj minutami omenil, da sem imel svoje kristale na polni luni, torej tudi to je en od načinov čiščenja kristalov, tudi črnega turmalina. Črni turmalin ima blag, a zelo stabilen električen naboj, ki se vključi v energijsko polje prostora, v katerem je. Nosimo ga pri sebi, kadar nas muči stres ali črne misli in se enostavno prepustimo njegovemu delovanju. Tole je kristal, ki vam ne bo dovolil, da karkoli slabega vpliva na vaše energetsko polje. Tudi če gre za lekcijo, ki jo moramo osvojiti, bo umiril pretok energij, dokler ne bomo sami dovolj močni, da bomo neki nalogi kos, in mislim, da je to izrazito pozitivna lastnost. Črni turmalin deluje na korensko čakro, saj spodbuja prizemljitev. To pomeni, da se korenska čakra poveča in smo sposobni sprejeti več energije zemlje, kar ima pa seveda zelo pomemben vpliv tako na denarno pomočje oziroma obilje na splošno, kot tudi na telesno vitalnost in morebitne občutke manjvrednosti. Zablokirana korenska čakra se kaže kot občutek, da nismo upravičeni biti tu, torej v neki situaciji, v nekem prostoru, lahko da tudi v nekem razmerju, kakorkoli. Veliko ljudi se ne zaveda, da imamo samo s tem, da smo rojeni na ta svet, vso pravico do vsega, kar potrebujemo za življenje. Za nekoga je to pač denar, za drugega služba, za tretjega pa pač, ne vem, volja, da bi nekaj storil, nekaj premaknil, ne. Prav tako nam dobra korenska čakra omogoča, da čutimo pripadnost nekemu okolju, na primer svojemu domu, družini, službi, prijateljskemu krogu ali čemu podobnemu. Vse to nam pripada že samo zato, ker obstajamo. Barva korenske čakre je rdeča. Krepimo jo s počepi ali s polpočepi, lahko pa tudi delamo meditacijo, v kateri si predstavljamo, kako poganjamo korenine globoko v zemljo in ji dovolimo, torej zemlji, da nas hrani. Sploh če smo energijsko šibki, je vedno pri meditaciji koristno, da si pomagamo z zaščitnimi kristali, med katere seveda sodi tudi tale turmalin. V starodavnih magičnih obredih je turmalin služil za obrambo pred demoni, kasneje tudi kot talisman proti črni magiji. Vemo, kako pomembna je že od nekdaj energijska zaščita, kadar se podajamo v neznane svetove ali kakršnekoli situacije, v katerih smo ranljivi. Črnemu turmalinu pripisujejo tudi ugoden vpliv na prebavo ter na čiščenje telesa, saj vemo, z današnjo hrano, pa tudi s kakšno drugo metodo v svoje telo spravimo kar precej enih strupov, torej tale črni turmalin
pomaga, da se bodo ti strupi izločili. Kar se tiče horoskopa, črni turmalin koristi vsem ljudem, ne glede na horoskop, sicer je pa zaradi zaščitne vibracije še posebno idealen kot kristal za bike. Dajte napisati v chat, če je kdo med vami bik. Bek, bi rekel na Gorenjskem. Črni turmalin izberejo tudi kot kristal za škorpijone, kjer vsrkava negativne misli in jih pretvori v pozitivne. Škorpijoni imate lastnost, če je kdo med vami škorpijon, da piči, da nenadoma useka, kar ni vedno pozitivno, včasih seveda tudi je. Včasih je koga preprosto treba pičiti. Ampak pičiti seveda je posledica nekih negativnih misli. No, in tale črni turmalin pomaga škorpijonom, da vsrka negativne misli in jih pretvori v pozitivne, tako da je tisti pik dobrote. Evo, enega bikca smo dobili, Jure Simovič je bik, torej, če boš kdaj razmišljal o tem, če boš pripravljen verjeti v te stvari. Zaradi zaščitne vibracije je črni turmalin še posebno idealen kristal za bike. Noben škorpijon se ni javil, tako da mene je že kar pred nekaj minutami sistem opozoril na to, da bo prekinil tole zadevo. Upam, da mi uspe spraviti jutranje afirmacije še skozi, če ne, jih bom pa tako kot vedno itak prilepil v Telegram chat, tako da naslonite se nazaj, predihajte se navodil, zato vam ne bom dajal, večinoma jih poznate, jaz se bom pa kar lotil manifestacij, upam, da mi rata spraviti skozi vseh 10. Meni bo pomagal danes črn turmalin. Prva, hvaležen sem za vse obilje, ki teče v moje življenje. Druga, ko si dovolim občutek več obilja v svojem življenju, se mi odpre več vrat. Tretja, dan začnem v hvaležnosti za to, kar že imam, in za vse življenjske blagoslove, ki me čakajo. Četrta, bogastvo na različne načine nenehno priteka v moje življenje. Peta, delujem uravnotežen z energijo bogastva in obilja. Šesta, moja dejanja ustvarjajo stalno bogastvo, blaginjo in obilje. Sedma, sproščam vsako blokado, ki me ovira pri prejemanju blaginje. Osma, v finančnem smislu sem bogat, denar pa sam po sebi priteka k meni. Deveta, vsak dan privabljam v svoje življenje vedno več obilja. In deseta, sem odprt in pripravljen privabiti obilje v svoje življenje. In zdajle, ko ravno to govorim, vam lahko zaupam eno malenkost. Jaz sem ostal na binarnem trgovanju, za razliko od, se mi zdi, večine, ki zdajle počne nekaj drugega. V novembru še nisem izgubil trejda. Tako da verjamem, da te afirmacije delujejo. Treba je biti pozitiven, treba je razmišljati o tem, kaj počnemo in česa si želimo, in v to predvsem verjeti. Saj pol ste pa že praktično 100% vsega, kar ste lahko storili, tudi naredili. Tako da, hvala, ker ste bili tudi to jutro z mano. Vabim vas seveda na jutranja prebujanja tudi ostalih. Ano imam recimo na kameri, Ana jih vodi, Loreta jih vodi, tako da vsako jutro lahko dobite en kamenček dobre volje za uspešen dan. Marko ima vas rad, želim vam vse dobro v današnjem dnevu. Tako kot pa vedno pravim, pa povejte tistim, ki so v vaši bližini, tistim, ki si to zaslužijo, in tistim, do katerih to čutite, da jih imate radi. To je zelo pomembno. Rad vas imam tudi jaz, hvala še enkrat, ker ste bili z mano. Slišimo se ob naslednji priložnosti. Lep dan še naprej. Čau!